Moje ime je Stila Korošec in moj uradni naziv je COO v podjetju ZKZ, kjer dejansko ustvarjamo in vodimo dve blagovni znamki, to sta Equa in Goat Story. Sicer pa je moje ozadje marketing, tako da sem tudi še vedno v podjetju največ oziroma močno vpletena v vse, kar delamo na tem področju, od priprave kampanj do ustvarjanja neke uporabniške izkušnje, do launcha novih izdelkov na trg. Mene samo to raziskovanje in človeka in vseh medijev, vseh novosti, od tehnologije do interneta, do vsega me navdušuje in z veseljem se učim o teh stvareh. Meni je sama beseda marketing zelo ljuba. Bolj ko sem začela raziskovati to področje, bolj mi je ratalo všeč in se mi zdi, da največji klik je bil pa, ko sem se pridružila študentski sekciji Društva za marketing, takrat sem v bistvu videla, ja, to je to. Se mi zdi, da z obema blagovnima znamkama veliko se učimo, in tudi veliko res hudih stvari naredimo, tako sem ful samozavestna na tem področju. Mislim, tako res s ponosom pokažemo to, kar imamo. Želim si, da bi obe dve blagovni znamki naprej rastle, da bi večali ekipo, da bi valjda posledično tudi prodajo in vse skupaj število izdelkov, ki jih imamo in tako. Ker kot ekipa smo res, tako se mi zdi, da imamo eno tako neustavljivo kreativno energijo in imamo non-stop v razvoju toliko enih izdelkov, da po moje čez 5 let, po moje imamo za naslednjih 5 let že zafilano. Mogoče ne glih za 5, ampak tako, nas ne skrbi, da bi nam slučajno zmanjkalo česa, ali pa idej, recimo. Se mi kvečam, da bo pisarna postala premajhna, pa bomo mogli večjo. Trenutno smo itak z Gino v sami fazi proizvodnje, tako da je to tudi velik del, ki nas okupira trenutno. Ampak naslednji tak večji izdelek bojo tudi novosti pri Equa blagovni znamki, se pravi nove stekleničke, nove oblike, še neki novi večji projekti, tako da malo bomo tudi, v bistvu smo pri Gini vpeljali tudi tehnologijo, tako da najverjetneje bomo to tudi pri Equi naredili. Itak je cel ta health in lifestyle, beauty področje ful raste in vedno močnejše, tako da si želimo tudi ne samo kavo z Goat Story, ampak tudi to industrijo malo podrezati. Nekako dobra podjetniška ideja nastane, ko v nekaj res verjameš, ko nekaj čutiš, da je to, ko je neko področje, ki ti je recimo blizu, ali pa se res poglobiš van in veš, da nekako ta šesti čut ti mora reči, da je to. In se mi zdi tudi, da če recimo dobiš od, ne vem, prvih 2 prijateljev negativen odziv, recimo, ni nujno, da ta zgodba nima potenciala, ker svet je toliko velik trg danes, hvala Bogu nismo več omejeni samo na prodajo v radiju, ne vem, 5 kilometrov, ampak lahko praktično vsak prodaja že po celem svetu iz domačega naslonjača. Tako da definitivno se mi zdi, da če je neka iskrica, da jo je treba negovati in probati nekaj narediti in da se moramo pogovarjati o teh stvareh in deliti ideje in si pomagati med sabo, ne nazadnje. In ne vem, v prvo ne rata niti slučajno se ustaviti, se pobrati pa iti naprej, ker še nobenemu ni v prvo rata, ali tudi nam ne. Čisto konkretno o sami tujini sem večkrat razmišljala. Tudi mogoče sem šla že, ne vem, za 1 mesec v Ameriko, zaradi tega da bi videla, kakšen je, ne vem, življenjski stil. Itak samo v Ameriko greva, da sem že tam vsako leto praktično. Ampak enkrat, ko začneš pa resno razmišljati o tem koraku selitve, pa pol začneš v bistvu primerjati
kaj vse ima Slovenija, pa kaj ima tujina, ugotoviš, da je to razmerje med udobjem in ceno v Sloveniji pač neprimerno najboljše. Mislim, vsaj po mojem mnenju, vse, kar jaz počnem lahko tukaj, mislim, vse, kar si želim početi, imam tukaj in je pač res toliko super in toliko nam je udobno. Tule se mi zdi, da premalokrat cenimo, kaj tule imamo, no, koliko je lepo, koliko je čisto, koliko je vse blizu. Tako no, res nam je fino.